In on me je že čakal v avtu in je hotel, da se nekam usedem z njim, da se nekam odpeljeva. Živijo, z mano bo Jure Kreft, pogovarjala se bo o marsičem, večina ga itak pozna potem, da gre za Zaspanca v filmu Gremo mi po svoje 1 in 2. Danes ima pa človek za sabo firmo, ki se ukvarja z videoprodukcijo. Jure, živijo, Živjo, kako si David. tvoj? Kako si? Pa v bistvu v redu, lih kar končujem en tak mini samoizolativni teden, ker sem bil pač v stiku pa z pač nekom, ki je bil pozitiven in zdaj počas bo že dosti časa, da bo vse v redu. Ampak v redu, tako, prebujam se iz zimskega spanja. No, je tako je. Pa si kazal kakšne simptome drugače? Ne, nič, pa tudi testiral sem se s hitrimi testi, zdaj že po moje, ne vem, 4-krat, tako da jaz mislim, da je vse v redu. Ja, no sej ni panike, ampak le, moramo biti pa previdni, ne, to pa. Absolutno. Če ne bomo še kakšni 4 leta, ne, takole. Absolutno. Daj povej, zdaj večina ti tak pozna s filma Gremo mi po svoje, pol sem pa malo raziskoval v bistvu, koliko si pa pol sploh še kaj igral po tem filmu, si kaj igral, ker meni se zdi, da si se pol v bistvu bolj usmeril v, da si ti za kamero, ne pred kamero, ne? Ja, je v bistvu skoraj nič. Pač jaz sem to vlogo dobil dosti po nesreč, ne. To je res bilo tako, da jaz nisem nikoli iskal igralske kariere, niti priložnosti, niti ničesar, ampak preprosto usralo se mi je, enkrat smo bili s šolskim novinarstvom v osnovni šoli pred RTV-jem in je prišla do mene pač neka casting direktorica filma, sem potem izvedel, da to je bila, in ona, ne vem, bil sem v skupini otrok, bil sem ful dobre volje en dan, ful sem nekaj na polno razlagal pač svojim prijateljem in sem se zdel hecen in mi je pač dala list za to najavo avdicije in tako se je potem vse začeli in odvili in dejansko so me zbrali. Ampak včasih jaz rečem, da sem jaz ta primer, ki negira to, kar rečejo, koliko si moraš ti želeti in koliko moraš delati in verjeti stvari, da ti rata, pač jaz sem imel samo srečo. Ne? Jaz nisem se nič želel, nič nisem delal na tem, da bom igralec, sem imel samo srečo. Ja. Ok, bil sem aktiven, ne? Šel sem na šolsko novinarstvo, nisem doma igral igrc, tudi to je res, ampak nisem pa iskal igralske kariere. Tako da tudi, ko se je ta film končal, jaz načeloma nisem se prijavil več na nobeno audicijo in nisem, pač, ni to zame, no, ker me izčrpa me igra, no, tako bom rekel, naporno mi in pač zakaj bi to delal. Pa takrat si bil čist brez izkušenj, ko so te poklicali, pa ti je bilo to prvič? Ja, čist. Jaz sem, bil sem debater in to je bilo režiserju Mihatu Hočevarju zelo všeč, je pač na audiciji rekel, da super, ne, lega, debater, ne, ta, ki je rabo enega tazga brihtenega, gobčenega fanta in to je pač zagledal v meni. In to je bila mogoče moja izkušnja, pa mislim, da po 1. letniku gimnazije, ker snemali smo po 1. letniku, sem bil še na šolski impro ligi, ampak to tudi ni neka zdaj preko izkušnja. Ja, dobro, ja. Jaz pravim, tako, kot si rekel, če si aktiven je kul, ne, da se skozi nekaj dogaja. Zdaj, pol pa praviš, da si v bistvu kaj, pa si pa zagnal to svoje podjetje ali kako, ker si rekel po filmu, ne, kakšna je zgodba od tega, da si prišel, bom rekel, konc Gremo mi po svoje 2, pa pol, da si prišel pa do tega, da zdaj se bom pa zbavil s filmom in tako dalje. To je kar dolga zgodba v bistvu, ja, to so zdaj je v bistvu od Gremo mi po svoje prvega dela 12 let smo to snemali nazaj, ne. In od takrat se je kar precej zgodilo. Zdaj, ena stvar, ki je bila, da je meni ful ratalo všeč delati svoje filme. Pač to je nekako začutil sem ta hype, recimo sploh s Tadejem Korenom Šmidom, ki je bil pač tudi soigralec v tem filmu, sva se tam spoznala in sva oba začutila to strast, da midva bi pa nekaj sama snemala, da ne bi pač samo upoštevala nasvete teh bradatih starih tipov, ampak da bi midva se lotila nečesa, ker je nama pač
ker so najne stvari, svoje stvari in tako sva se pač zagnala v to. In zdaj, takrat sem bil star 15 let, danes sem 27, se je pač nekaj zgodilo mes. In kva so sploh bili koraki? Jaz sem probal sam nekaj snemati, no, pač tudi potem kot srednješolec sem si pač kupil s honorarjem od Gremo mi po svoje kamero, neko Panasonic kamero in takrat je bilo ful posebno, da v bistvu snema na SD kartice, da ni več na kasete. In potem pač sem uspel prepričati par prijateljev, zelo pomembno vlogo je imela moja takratna punca Nika in sva pač skupaj nekaj se matrala delati in prepričati ljudi, da pomagajo v teh najnih podvigih. To je bila recimo ena faza. Potem sem ugotovil, da sem jaz v ustvarjanju filmov se ni mi šlo toliko slabo, ampak da mogoče to ni moj največji talent. Čist tako nekako počasi je ta refleksija prišla do mene, da mogoče jaz kot režiser vseeno nisem tisti, ki bo pa to pač zagrabil in speljal do konca. In pol naslednji korak v tej filmarski zgodbi je bil, da je en film, ki sva ga z Niko snemala, ne vem, v 4. letniku srednje šole, da je videl Jure Dosta, ki je pa takrat bil na Ledini in je pač danes zelo uspešen režiser, s katerim smo itak veliko sodelovali in še sodelujemo. Je videl, da sem jaz v tem svojem dijaškem filmu uporabil nek steadicam, torej ta stvar, ki je, da se kamera bolj gladko premika, ne? Zdaj so gimbali bolj moderni, ampak takrat tega še ni bilo, so bili steadicami. In on je pač videl, da jaz to imam in on je hotel to rentati. In jaz sem rekel, seveda, 20 €. Tako je, valjda. In on je dejansko si to sposodil in dejansko je plačal. In ko mi je pač vrnil, sem ga prosil, naj mi pač pošlje, kaj s tem posnel, ker me je zanimalo, kaj bo pač on s tem posnel. In ko mi je on poslal, to je naredil nek video spot za neko, ne vem, je bila sošolka ali ni bila sošolka, ampak neko tudi punca iz Ledine. In tisti video spot je bil vrhunski, pač to je bilo res dobro, to je bilo tako res pač nad mojim nivojem. Sem takoj videl, da ima on res talent za snemati, za režijo, za vse te stvari, jaz pa pač mogoče je pač definitivno, da je boljši od mene, no? To sem takrat spoznal. In jaz sem bil pa takrat, vedno sem bil močen s črkami, s pripovedovanjem, z besedami in sem prišel do tega, da mu pošljem svoj nek scenarij, ki se je meni zdel takrat ful dober in da pač se je zdel, da bo ga on boljš posnel kot jaz. Da jaz pač preprosto nimam te moči, da bi posnel toliko močen scenarij. In jaz sem mu ga poslal in on ga je dejansko posnel, oziroma se je pač zagrabil, je dostal ta scenarij, ker je pač iskal film, s katerim bi se potem vpisal na AGRFT in on je potem to zelo priredil, tako da je bil on v resnici tukaj kreativno iz tega scenarija, ki sem mu ga jaz poslal, je on skoraj vse speljal po svoje. Obdržal je pač neko premiso v zgodbi, ampak na koncu to, kar je nastalo, je bil popolnoma njegov film. Mene je pa še vedno to hajpalo, da gremo posneti to mojo idejo in ta moja, in med tem sem pa ugotovil, da je bil on takrat, zdaj je že veliko bolj organiziran, ampak takrat kot srednješolec je bil on res zelo neorganiziran. Njemu je to vse uhajalo, njemu kako bo on to posnel, pač tako res je bilo kaotično in on je zagrabil mene, da mu jaz pač pomagam. In takrat sem jaz nezavedno začel ta film nekako koproducirati skupaj z njim. Pač, da sem začel nekako pač organizirati, nekako urnike probati narediti in tako naprej. In tako sem v bistvu je on mene porinil v to, da sem postal filmski producent. In ta film, čeprav najprej sem bil jaz malo zadržan do tega filma, ker se mi je zdel, da pač jaz sem mu poslal tak scenarij, jaz sem čutil ta film, on je posnel pa nekaj čist drugega. In se mi je najprej zdel, to je Ampak pa je prišel pa na festival slovenskega filma in v tekmovalni program, enakovredno s filmi, ki so dobili od filmskega centra podporo in tako naprej. In potem sem jo pa tako, to sodelovanje je plodno. To je, recimo. Ja, to, kar si hotel reči, se pravi, v bistvu, pol si, to mi je zanimivo, ker si rekel, jaz sem pričakoval čisto nekaj drugega, pa režiser pa čisto nekaj drugega naredi. Se mi zdi, da je vedno tako, povsod je tako, imaš poln
nimal, bom rekel, kaj vidi customer, pa kaj vidi pač Ja, valjda, ja. naročnik, pa kaj bo unka bo naredil. Ne? In to je čist drugače, ampak ja, tako, kot si rekel, ne? Je v bistvu lahko prišlo čist nekaj drugega, pa čez tvoje oči nikoli ne bo isto, če nisi ti režiser. Ne? Tako da, kako si se pol ti s tem sprijaznil, da si rekel, kaj dober je, pa če je dober, pa če ljudje vidijo, da je dober, pa... V bistvu dve stvari sta bile. Ena stvar je bila, da mi je takrat on povedal eno, mislim, tako, za enega srednješolca presenetljivo globoko misel. Rekel mi je, da je scenarij film, ki ga nikoli ne bo. In to sem si zelo zapomnil in to je absolutno res. Pač scenarij, to je nekaj, kar je bilo v moji glavi, in če z tega ne znam zrežirati, pač tega ne bo. Ne. Druga stvar, in to je pač res, in to sem sprejel kot resnico. Druga stvar, ki je bila, je pa, da je bil ta film pač dobro sprejet, da je res bil pač predvajan na festivalu. Mi smo bili tam pol neki mulci povabljeni na oder v Portorožu in smo bili tako, wow, pač to je bila res neka čast, pač to je bilo nekaj posebnega. Mislim, da so celo plačali neko hotelsko sobo, tako res je to bilo neki tako veliko priznanje in to je potem sprožilo pač to nadaljno sodelovanje, v tem smislu, da se pač rečeš, ok, ne, očitno smo naredili nekaj prav. In tako je potem ta produkcija Fix Media v teh vlogah, ki so zdaj nekako se, kako bi rekel, zaštartala, pognala in začela rasti. 2014, kolikor sem videl, si začel s Fix Media. Ne? Zdaj... Ja, to si pa dobro potrekel. Ja, sprav 7 leto. Ja, veš, to so pa obveščevalne službe. Ne, ja, v glavnem, pa sem videl, da delaš tudi za Pil, si nekaj cajta pisal, tle nisem letnice točno, si zapisal, zapomnil. Vem, da za Pil že nekaj časa delaš tudi na RTV, si za Križ Kraš delal, tako da za mladino vidim, da dosti delaš. Pa mi povej, kaj je razlika, no ne vem, kako je pisati za otroke, veš, ko moraš paziti, da je primerno, da vse zastopiš, ne? Ja, ok. Da ni nekih sex jokeov tam upil noter, pa na Križ Krašu, da ne vem, da kar tak tam neki, kaj jaz vem kaj, neprimerne šale govori, ne? Ja, dejansko rad delam za otroke, to je nekaj pa za najstnike recimo. Ne vem točno zakaj, mogoče zato, ker sem videl, da mi to razmeroma gre, ampak vedno se mi nekako kreativnost odpre v stiku, ko razmišljamo o mladih. In po mojem to zato, ker se mi zdijo tako neobremenjeni s tem svetom, da se jim dejansko nekaj svežega povedati. Da, tako zdi se mi, v mojih očeh so odrasli ljudje nekako že zaklenjeni ljudje, da jih težko dosežeš. Pač neka mlada duša je pa zelo neobremenjena lahko. In se mi zdi, da lažje najdem neko skupno točko z včasih mladimi kot z odraslimi. To je ziher ena stvar. Potem druga stvar, kako se uživeti v njih, so pač spomini za nazaj. Jaz se pač vedno spominjam, kako je bilo in probam to podoživljati in gre tako čez. Tretja stvar je, da za Pil, ki delam, pač sem sourednik Pilove spletne strani, na kateri je cel kup nekih forumov, kjer pač mulci pišejo vse mogoče. In jaz to prebiram in pač vidim, kje je njihov nivo. To, kar si rekel, pač ta nek primernost pa cenzura. Tukaj sem jaz precej liberalen. Jaz mislim, da lahko mladi berejo tudi o spolnosti, seveda pa mora biti to predstavljeno na nek čim bolj odgovoren način, no, tako bom rekel. Ti ne smeš zavajati in dajati nekih lažnih predstav, ki lahko pač potem rezultirajo v tem, da oni počnejo neumnosti. No. Ampak vsekakor se mi zdi tudi recimo iz stališča Pila, da je veliko boljše, da oni o spolnosti berejo v Pilu, kot ne vem, da svojo porniče gledati, ja. Tako je, no točno to je. In pol pa so pač neka huda pričakovanja, pa ne vem kaj. Mogoče res je, pa tudi zdi se mi, da zdaj itak s tehnologijo vedno mlajše generacije grejo vedno prej postanejo radovedni, ne, kar se vsega tiče. Vse je dostopno, vse je en klik stran, ne. Klikneš, da si star 18 let, pa imaš vse pred sabo. Pa se ti svet odpre, ne, in to je lahko tudi že pri 11. Jaz se sebe spomnim, pri 11. nisem vedel, za kva živim. Jaz sem Lego kocke takrat sestavljal, meni je bil Lego tehnik pri 11 letih najboljši. Danes imaš
11-letniki, ki imajo YouTube kanale, če tako gledaš in tako Ja, dalje. seveda, ker je možno. Saj jaz sem tudi kot 11-letnik snemal svoje videe, neke Top Shop parodije sem snemal in takrat tega nisem znal objaviti na YouTube, pa nisem imel YouTube kanala. Če bi pa No, ja. znal objaviti na YouTube, pač vse sam klikneš, publish, pa je, ne. Ja, Pa točno gre. to je. Točno to. Daj mi povej še tole. Fix Media, v bistvu, kako sploh zaštartate na tako firmo? A je to, kaj je tvoj nasvet ljudem, ki si želijo, pa dajva čisto iz ekonomijskega pogleda, Okej. whatever. Kako se zaštarta firma? Dobro vprašanje. Ali je spet, kot si prej rekel, sreča in to je to? Ne, drugače, njih to razmišljam. To je pa precej drugače, kot to, kar sem dobil vlogo Igralno po svoje. Tukaj pa so leta in leta trdega dela, da se to počasi obrestuje. Pač, to je od neke ideje, da bi imel svojo firmo, ta ideja je bila tam nekje leta 2012-13 je začela nastajati. Je potem trajalo do leta 2015, da smo dejansko to Fix Medijo registrirali in da je bilo to podjetje. Jaz sem drugače študiral filozofijo pa sociologijo. To ni lih študij, ki bi rekel, da je ful za podjetnike, ampak jaz s tem vedno lahko tudi kontriram vsemu temu, kar Janša danes govori, da pač meni je študij zelo pomagal pri širini. Ne? Ker zato, da imaš ti podjetje, pomeni, da moraš biti širok človek, da se moraš znati obrniti, da moraš brati misli ljudi, da moraš biti majčkeno pred časom, da moraš Da biti opazuješ hitrejši. okolico, ne? Ja, in to je meni študij definitivno dal. Tako da zato jaz mislim, da je moj študij bil dober, ampak sem ga mogel pa dopolniti s par praktičnimi znanji, ne? Ker pa če ne znaš računa izstaviti, pač nobena filozofija ti tukaj ne pomaga. Ne? In jaz sem šel potem na ekonomsko fakulteto, že leta 2013 sem šel kar tako, pretihotapil sem se v predavalnico, na predavanje iz predmeta podjetništva. Tako da sem pač zvedel kar od enega, ne vem, kolega iz debatnega krožka, ki se pač vpisal ekonomijo, kakšen ima urnik, on mi je poslal urnik in jaz sem potem se kar pridružil tem študentom in sem pač hodil na predavanje. In tam je bil en predavatelj, ki je, mislim, da ustanovitelj Kibuba podjetja, to se neki z gorniško opremo ukvarja. In on je takrat povedal zelo veliko stvari, ki se meni zdijo sporne, načeloma iz čist take njegove neoliberalnih stališč, ki jih ima pač za vsako ceno rast, naj ti delajo študenti za 3 evre na uro, ti moraš kupiti za 2 evra, pa prodati za 80, pač visoke marže. In to je bilo tam na ekonomski fakulteti, to sprožilo stoječe ovacije. Njemu so pač ploskali, jaz sem bil, po meni je bilo skoraj slabo, jaz ta zaprisežen socialističen človek, ki mu je vedno pa je pomembnejša poštenost in etika, mene je to najprej šokira, potem sem pa znal iz tega vse nekaj povleči. Pa ne od tega, da bi zdaj jaz postal izkoriščevalec ljudi, ampak tega, kako deluje podjetništvo, kako pač, da podjetništvo deluje, da gre za denar in da ti moraš imeti več denarja, kot si ga imel na začetku. Pač moraš. In se je ful smešna misel, ki pa povem, da sem to razsvetljenje mogel dobiti, ampak dejansko je razsvetljenje, veš, ker ni dosti, da to veš, to moraš začutiti in moraš to znati uporabiti. In to je bil prvi korak, da sem pač razumel, kaj to pomeni med firmo in da je to precej težko, da moraš računati prihodke, odhodke in da moraš pač biti na strani prihodkov gor. Drugi korak je bil pa, da sem ugotovil, da firma ima pač edini fiksen strošek med firmo je računovodstvo v bistvu. Ker če ti pač registriraš firmo doma, imaš pač doma in nimaš nobenega novega stroška, ti moraš pa vseeno oddajati, ne vem, letno poročilo moraš narediti, ali pa pač davke moraš prijaviti, urediti moraš te papirje. In jaz sem se tako bal stroškov, ker sem ugotovil, da ti moraš imeti profit, ne smeš imeti stroškov, pa imaš minus. Če ti plačaš za računovodstvo 100 evrov na mesec in nimaš nobenih prihodkov, to ni podjetništvo, ne? Jaz sem toliko bil prestrašen, teh stroškov sem se toliko bal, da sem se odločil, da se bom sam naučil postati računovodja. To je nekaj, na kar sem po mojem najbolj ponosen. To je res top stvari, od katere sem ponosen na svojem življenju.
In jaz sem dejansko potem leta, mislim, da 14 pa 15 sem obiskoval tam nekje na ekonomski fakulteti, pa čist res kot zunanji izbirni predmet, da sem dobil tudi oceno in da sem hotel tudi na vaje in da sem bil res pač polnopraven del skupine, pač predmet uvod v računovodstvo. In to je bil predmet v drugem semestru, in ki je izhajal iz predmeta uvod v poslovanje. In jaz tudi tistega predmeta nisem znal, ampak to je vse izhajalo iz tega. Nisem se mogel takrat naučiti za nazaj cel predmet uvod v poslovanje, potem pa še cel predmet uvod v računovodstvo, pa nisem znal nič ekonomije. In to je bilo res težko, to je bilo v ponedeljkih, vem, da sem vsak ponedeljek imel potem ritual, da sem se cel dan učil samo računovodstvo. In res me je zanimalo, in potem sem izpit pisal 9, kar je bilo zelo v redu za pač enega filozofa, ki nima pojma o ekonomiji. In to je bil ful pomemben korak, tudi da sem naprej dojel, pač, kako se te stroški in vse to, kako se to knjiži na te konte. In takrat sem pač imel vse pogoje, da je bilo dejansko možno narediti firmo. In potem smo s temi ljudmi okoli mene, ker sta bila takrat predvsem s temi istimi cilji, pač Dosta ali pa Nika, ki smo pač se odločili, da gremo skupaj narediti neko firmo. In naredili smo jo kot zasebni zavod, zato ker ne rabiš vložka, ker za DOO rabiš pač 7500 evrov vložka, za zavod pa nič. In za zavod tudi zato, ker zavod komot funkcionira pač na področju kulture, ampak lahko sodeluješ tudi na nekaterih razpisih, ki sicer ne moreš, ne? Da nekateri razpisi so samo za nevladne organizacije in je to pač prednost biti zavod. In tako smo to ugotovili. Potem je pa stvar nekako, ne vem kako, eksplodirala. In to je še vedno en šok, ki ga jaz ne razumem, kako točno se je to zgodilo, ampak mi smo iz tega, da je bilo mene strah, kako bom jaz plačal 100 evrov mesečno stroška za računovodstvo, mi smo v roku enega leta naredili 200 000 evrov prometa. Okay. Ja, cool, ne, zdaj mi delajo klikerji za naslednje vprašanje, recimo hiša projekt, ne, ampak cool, tja še prišla. Ja, pač. In zdaj mislim, da smo mi obogateli tista leta, ker promet pomeni denar, ki pride not, pa denar, ki gre ven. In to je bilo iz leta pač 15 ni bilo še nič, leta 16 smo imeli pa potem 193 000 evrov prometa. In leta 15 smo imeli čisto malo, smo imeli 7 000 evrov, ampak takrat se je zgodilo glas se je razširil. Glas se je razširil, da imaš neko skupino mladih ljudi, ker pač te trije, ki smo bili, smo potem dosti hitro širili ekipo, s katerimi vsemi delamo še danes. Ne vem, produkcijo delamo z Marijom Knapičem, pa Janom Marinom, pa recimo Darko Sintič za fotografijo smo ga takrat spoznali in še vedno ful sodelujemo. In pač, tako se je nekako širila ta najožja ekipa in ta ekipa je dobra, pač to je kvalitetna ekipa in ta glas se je razširil in na tak način dejansko, ne vem, je prišlo od ust do ust, malo smo imeli srečo, da smo dobili en zelo dober projekt za založbo Rokus, ko smo delali pač videe za en učbenik za nemščino smo snemali v Berlinu in tudi to je bila ful velika stvar, da smo pač organizirali snemanje v Nemčiji. Se mi zdi, ja. Takrat, ko smo Ja. In tako se je pač to začelo, da smo v tem letu 16 postali nekako normalna firma. Dobili smo TV reklamo za Škodo, ki je sledila video spotu za Kreslina, če bi midva se kdaj srečala. In vse te stvari so nas nekako pač buteljne v ta svet in zaslužili smo bolj malo drugače to leto, zato ker nismo znali poslovati. Res, pač mi smo bili butli, mi smo cel kup nekih napak naredili. Jaz sem svojih honorarjev, ko sem si pisal honorarje, jaz sem si odpovedal za pol leta honorarjev, ker sem toliko zasral firmo, da bi jo potonil drugače. Ker pač nisem znal računati stroškov. Mi smo kar nekaj snemali pa zapravljali, pa smo dobili denar na račun, pa smo nekaj kopali. Ja. Tako pač počasi se pa naučiš vse te stvari, ki jih v teoriji veš, potem do to prakso aplicirati. Tako je, moraš imeti pa šanso. Daj mi povej, zdaj, verjetno tega v ekonomiji ne uči, ampak v Sloveniji verjetno rabiš pa tudi kakšno vezo ali pa veze, da ti lahko uspe, oziroma kar iz nule. Verjetno moraš koga poznati, pa tako, kot si rekel, te priporočajo naprej. Ne? Veš, kako je? Ta svet vez, tako bom rekel, jaz nisem imel nobenih vez na začetku. Jaz sem iz
neke družine, jaz nisem sin nobenega igralca, režiserja ali pa bogatih podjetnikov in tudi prek svoje recimo družine ali pa prijateljev, jaz nisem dobil skoraj nobenega posla. Se pa potem ustvarijo veze počasi. Zdaj, kako je nam uspel brez vez, je v bistvu posledica enega zelo, zelo trdega dela. In glede vez je tudi tako, da jih še zdaj nimamo kaj dosti. Mi recimo nič ne dobimo iz filmskega centra, pa RTV-ja že ne vem koliko let. In jaz mislim, da je to razlog, da pač si nismo zelo blizu s temi ljudmi. In tako pač je. In jaz sem razmeroma, nimam več toliko upanja. In mogoče nekoč bomo kaj dobili, ampak zaenkrat nam ful slabo gre in te veze ne delajo vedno v mojo korist. No, sploh ne. Zdaj, kako se je pa nam zgodil ta čudež, da smo začeli dobivati projekte, v eni smeri posledica tega, da sta imela Dosta pa njegov kolega neko Domen Turek, neko podjetje, nek tak start-up, ki sta se šla, ki sta mu rekla moj podjetnik. To je bilo kakor, da delata pač za obrtnike, da delata neke videe pa spletne strani. Tako, ne vem, ti imaš vrtnarijo in ona ti naredita spletno stran pa video ful pocen. In ona dva sta tako dobivala posel, da sta imela ljudi, ki so klicarili, pač te neke spam klice so puščali in so klicarili vse mogoče obrtnike, ali vi rabite kako spletno stran plus video. In pač, da res ni bilo nobenih vez. In iz tega je tudi Fix Media majčkeno podedovala nek malenga renomeja, podedovali smo par naročnikov od tega. Potem drug vir, kako so prišle te veze, je bilo, da smo delali projekte, ne vem, Spot za tabuje smo recimo takrat dobili po vezah, ampak ta veza je bila, da je pač Nika delala takrat za Universal Music, pač čisto honorarno, pač prevaja, nekaj to še vedno dela, pač prevaja članke in te neke press novice, pa še kako stvari dajo in tako naprej. In pač oni so del Universala. In takrat se je ona pač svojo šefico pogovarjala, da bomo mi zdaj video produkcijo, oni so nas pač ponudili Tabujem in Tabuji so rekli, ja, super, dajmo probati. Ne? In tako se je nekako to zgodilo. Pač nekaj je prišla pa tudi na Universal prek tega, da so zvedeli prek Pila, da delava na Pilu, ampak na Pil sem pa jaz prišel kar tako, da sem iz nič poslal mail na uredništvo, jaz bi rad pisal članke za vas. A veš, tako so te veze nastale. So veze, ampak niso veze. V resnici v ta svet sva prišla z neko čist brez vez, ampak ko pa enkrat dobiš neke temelje, se ti začnejo pa podajati ljudje. Ne? Ja, pa pač mogoče, če se velikrat pojaviš, bojo že rekel, da to je pa tisto, se ga spomnim od zanč. Definitivno. Tudi meni je ta film veliko odzadnje slišal. Se lahko, mogoče ti, bom grdo rekel, en dober film posnamaš, pa pač te 20 let nikjer ni, ne. Težko, moraš pač skozi pomal nekje biti, ne, bom rekel. Definitivno, ja. Ker tako potem prideš nekako v zavest, da na tega se pa lahko obrneš. Ja. Tako, in tako, ker nekdo nekaj reče, Jure, ne vem, pa firma, Fix Media, recimo, ne, čisto si predstavljam. Ja, valjda. In tudi meni je pomagalo, da sem bil grevni po svoje, ker velikrat ljudje rečejo, lej ga, ne, to je pa ta, in si takoj malo bolj domač. Koliko ljudi ti pa še reče za spanc, pa da recimo sploh ne vejo, da si Jure Kreft, ampak si za spanc. A imaš te težave še, ali ker zgledaš zmer podoben za moje pojme, no? Ja, se me ljudje še vedno spoznavajo. Pač, včasih še slišim, ne vem, se pelem čez Črnuče in kdo iz kakšnega avta zakriči, Jošt, ker sem bil v reklami za sir Jošt. To se kdaj, pač grevni po svoje, je bil kontekst te reklame. To se kdaj zgodi in še vedno se hoče kdaj kdo slikati z mano. In to je ali, ne vem, prodajalka v trgovini ali pa direktor kakšne večje firme, ki je sprijel na poslovni sestanek. Pač vse to se dogaja. Kaj pa, tam nek sem bral, ko sem googlil sem te, pa prva stvar, ki mi je padla v oči, je bila ta, da si se rešil pred indijskimi prevaranti. To je ful čudna stvar, ta Indija. Jaz še vedno, pač en video obstaja, lahko daš v kak opis ali nekaj na Fix Media. Link boš poslal, pa bomo to dali, Ta video blogec sem posnel tudi v tem. Jaz sam vseb ta video kdaj predvajam, potem zdaj povedal, zakaj. Pač, prišel je mail, jaz sem nekako uspel dobiti od Googla
da mi je omogočil, da zastonj oglašujem Fix Media. In to je bilo na tak mal čuden način, da je bil to neka neka akcija, da lahko, če si ti nevladna organizacija, na trgih, ki niso zasičeni z Googlovimi AdWords kampanjami, ti oni dajo zastonj oglasni prostor. Jaz sem ugotovil, da to funkcionira skoraj izključno v Indiji, da nikjer drugje ne funkcionira, ker je povsod zasičen ta prostor. Jaz sem potem Fix Media oglaševal v Indiji prek tega mehanizma. To zdaj ne dela več. Pač to je, ne vem, to je nekaj vmes bilo, nekaj je to prijel. In takrat sem pač dobil ful nekih mailov iz Indije, večinoma so bili prošnje za službo, pa ne vem, take neke stvari, včasih kako povpraševanje. In enkrat je bilo povpraševanje, ki je delovalo resno in je pač bilo, da nekdo hoče video iz Indije. In to je prišlo toliko daleč, da mi je on ni znal dobro pisati angleško. Ne vem, kako je to bilo, ampak prišla so do tega, da se bomo boljše vse zmenila v živo. Jaz sem rekel, da če mi plača karto pa hotel, z veseljem pridem v Indijo, pa se zmeniva. In jaz sem si tako rekel, jaz ne vem, kdo te ljudje so, ampak dokler mi ni treba nič plačati, dokler oni plačujejo mene, potem je vse varno, ne? In oni so mi dejansko kupili karto iz Ljubljane v Delhi in jaz sem odletel pač v Delhi. In tam sem se dobil s temi ljudmi, počakal me je ta pač kao producent, pa nek človek, ki je bil kao pevc, pa nek človek, ki je bil kao production assistant in mi smo šli pol najprej v hotelu, smo šli, to je ta hotel s 5 zvezdicami, to nekje usnjeno, vse črno, pa ti čajčki ti noter, indici. Pa smo šli v neko restauracijo fancy, ne fancy, srednje fancy. In Zdaj pa pride moment, ko poveš, da so ti dali strup v hrano in zdaj imaš samo še eno ledvico. Ne, ni bilo tako. In pol nič, oni so se ful napili in on mi je zvečer rekel, pač, da tako nekako, pač zrihtati moramo vse, ampak najprej moramo zrihtati vize za Slovenijo, da bodo lahko njegovi location scouti prišli poskautati lokacijo v Slovenijo. In on mi je dal neke, ne vem, to že prej smo to urejali, ko sem bil v Sloveniji, neke te potne liste, pa nekaj to, da jaz to pošljem na ambasado. In jaz sem potem naslednji dan, potem, ko smo mi tam henga, klical na ambasado, pa jih prosil, da imam ful pomembno poslovno priložnost za Slovenijo, da to je res pomembno za naše gospodarstvo in da res moramo po hitrem postopku mi te Indice jim dati te vize. In oni to pogledajo in rečejo, ja, gospod, veste, to so pa ponarejeni potni listi. Smo preverili prstne odtise in imamo te ljudi že v bazi z drugimi imeni. In jaz sem bil, mene je odpihnil nazaj. Jaz sem sam, vse je laž. Jaz sem bil takrat v hotelski sobi in to je bilo pol ure od tega, ko sem bil naslednje dopoldne spet zmenjen s tem kao producentom, da se midva dobiva. In jaz sem prišel dol, da se z njim pogovorim. In on me je že čakal v avtu in je hotel, da se nekam usedem z njemu, da se nekam odpeljeva. Jaz se nisem hotel usesti v avto in potem je pač on prišel do mene in sva se usedla tam v tem lobiju od hotela. Jaz sem bil takrat popolnoma šokiran. Jaz sem bil popolnoma šokiran. Jaz sem imel solzne oči, jaz nisem mogel, sem se tresel. To je bilo tako pač res, to je bil res šok. Jaz sem imel na srečo prej pol ure in sem uspel poklicati pač Niko pa Marina, tudi našega zelo fajn sodelavca, da se pač praktično nekaj posvetujemo, kaj naj naredim. In ona sta mi oba svetovala, da pač naj lažem in naj zbežim. In jaz sem ugotovil, da sem popolnoma šokiran. Pač jaz nisem mogel se pretvarjati, da je vse v redu. Jaz nisem toliko dober igralec, da bom rekel, da bom prišel tja dol v lobby in jaz bom, hello, Mr. Producer, hi, how are you? To nisem mogel, jaz sem tam, In jaz sem se pol ugotovil, da nič, obdržal bom formo, zamenil bom vsebino. In jaz sem njemu natvezil, da je nekaj ful hudo narobe z mojo mamo, da ima neki jetri, da se ji telo zastrupla in da je v bolnici in da res ne morem razmišljati o ničemer, pa da sem poklical na ambasado, da je vse v redu, ampak da to je bil dan za veliko nočjo, to je bil torek. Ampak da niso še uspeli pogledati in da danes še ne bodo, zato ker smo v Sloveniji zelo verni in pač po veliki noči smo mi v torek še čist pač od te velike noči. Lepo. Častimo Jezusa in da res ne moramo takoj teh viz pač. In pač nekako to razumel. Vera te je rešila, ne? Vera te je rešila v tej situaciji.
In pa sva si še neke SMS-je pisala, neki pray for my mother in God bless, neki to, neki vse. Jaz sem Dobro, dobro. Ja, in nič, pa je on šel. Jaz sem mu rekel, da jaz sem cel dan samo v svoji hotelski sobi in da se pač slišva naslednji dan in da naslednji dan bojo pa ti vize 100% in da boš lahko skupaj to prevzeti, da je to vse v redu in tako naprej. In jaz sem pol šel gor z liftom in sem gledal in sem videl, da se je on res odpeljal pa šel. Tako sem tako škilil izza stebra, da sem pač videl, da je on šel. In da sem šel nazaj v sobo in pa sem imel tam par trenutkov, pač sem rekel, ok, moram spizditi, kupil sem karto za Berlin. Ne vem, vrat imam Berlin, poznam ga pa poceni je bilo, 300 €. Ja. In pa sem razmišljal, a naj si pobrijem glavo ali ne, prav brivnik sem imel v roki in sem bil tako, Čakaj, a si to bi bilo- pobrijem, a se... Prvič, da Za bi se te kamuflažo. dolge lase pobril, ali Ja, prvič, ja, itak. pa pa je In pa sem se odločil, da ne bom, da raje umrem, kad da si čupal stran. okay, lepa. In nič, pa sem pač zagrabil potovalko in, in jaz sem pač spizdil. Jaz sem pač laufal stran in dobesedno sem pol tekel. Jaz nisem upal se uncheckati, pač ni check-outa narediti, zato ker se mi je zdelo, da so vsi njihovi, da so vsi to kriminalci, da je vse njihovo. Ne? Ja, Da jih bojo obvestili, da me bojo ujeli, da ne vem kaj. Jaz sem pač pustil kar kartico v sobi in bil je pa metro dosti blizu. Na taksi si nisem upal iti, ker ta tip se je vedno s taksiji vozil in takrat tam prek hotela si tam klical te taksije in jaz res to nič nisem upal. In jaz sem pol dejansko mirno zakorakal ven iz hotela in pa sem zagledal metro postajo tako, ne vem, 600-700 metrov stran. Jaz sem to tekel. Jaz sem tako prijel potovalko tako v roki in jaz sem tekel. In na metroju sem se pa pol varnega počutil, zato ker Delhi je 20-milijonsko mesto in, a veš, to je kot da bi jaz iz Črnuč zbežal v Stuttgart na drug konc Delhija. In pa sem šel še tako malo turistično v center, pa v adrenalina, tako malo pogledati. Ustrašil sem se vsakega človeka z roza majico pa z brki, zato ker pač ta kao producent je imel roza majico, un kao nek pevc je imel pa brke. Aha, okay. Nič, pa sem pa šel na avion, na letališču sem imel moment, ker on mi je dal SIM kartico in potem sem to SIM kartico tako s pinčkom dal ven in pa sem jo vrgel v smeti, kot tak specialen agent. In potem sem se odpeljal v Berlin in sem bil tako, ok, svoboda, nekaj sem se naučil. Ampak to je bilo prvič, da si bil v Indiji Ja. in bo še šel v Indijo drugače. Mislim, tako ti je bilo všeč. Bil še enkrat pa, isto leto sem bil še enkrat. Šel preveriti. Ne, takrat smo pa res dobili neko nagrado za film Muha. Aha. In so me pač povabili in sem res pol prevzel na takem full gala dogodku, sem pol prevzel nek plaketo, pa neke tako ta priznanja, pa celo denarno nagrado smo takrat dobili. Ne veliko, nekih tako 300 € pa je bilo, se mi zdi. Pa dobro, se mi zdi, da v bistvu te nagrade so tako nekako delite naprej, ne, nikoli ni, da boš od teh denarnih nagrad pa zdaj kar obogatel. Ampak je priznanje, da resno mislijo, ne? Da ni to samo neka plaketa narejena v slikarju, ampak da je pač resno mislijo, da jim je film bil eno. Pač, tako da, drugače Indija, to je neka čudna dežela, to je zelo razslojeno, zelo je različno, ogromno revščine, ogromno bogatstva. Sem bil, ja, zato pa meni je ful všeč njihova reklama, ta Incredible India, ker je res incredible, ker je, oni sicer imajo uno reklamo tam, ker se oni bogatuni tam golf igrajo, pa nekaj, ne, tam po Indiji, ampak je una, čeprav razumeš, ta Incredible je incredible, ne. Se strinjam in bom še šel, zato ker sem ugotovil, da Indija je celina. Indija ni ena država, to je res celina, to je toliko raznolikosti, toliko je stvari, toliko je tam za videti. In tudi pozitivne stvari so. Jaz sem takrat, ko sem potem šel s tem filmom Muha v Indijo, so me povabili naslednji dan tako na horuk, da sem šel v šole kazati ta naš film in predavati o tem filmu in se pogovarjati z otroki. In ti otroci so bili tako tako brihtni so bili, pa tako zainteresirani, ker pri nas so vsi prevečkrat je, ne vem, neko zdolgočaseno vzdušje. Ko pridem jaz kdaj na neko šolo v Sloveniji, je ponavadi tako, da imaš, da vsem je dolg čas, pa ena punčka z očali pa aparatom pa tako ne gleda čisto navdušeno, pa potem pač sam njo zanima. Tam v Indiji pa vse zanima.
Ne? Mhm. In to je pač Škaj, res zelo fascinantno. Vsi imamo preveč vsega mogoče, zato se danes Ja, vsak ima to vse pa res dostopno cenim. in vsak lahko res izoblikuje kvazi svoj okus, ne. Bom rekel, tam pa pač Tam pa res cenim, Ja, tako je. res cenim. Posnel si tudi prvi slovenski film o kriptovalutah? Pa mi povej. Ja, to je ena taka dost nesrečna zgodba. Pač te Zdaj grejo kriptovalute so grejo tam iz nesrečnih v nesrečne zgodbe. Zdaj ta prvi ta Indija, zdaj pa še te kriptovalute, tako da zdaj si Ja, tako. pa saj ni nesrečna, saj iz tega Ja. se nekaj naučiš. Pač, veš, kaj je problem s temi kriptoprojekti pa kriptovalutami? Pač te slovenski projekti, o katerih bi mogel biti ta film, so praktično vsi propadli, oziroma so na drug način zrasli. Ne vem, ti imaš zdaj tole, kaj je že podjetje Viberate, recimo, ne? Ki se ukvarja z nekim musko pa neki. In oni so zagnali nek kripto token in bojo kao na blockchain tehnologiji neki z musko se ukvarja. In oni zdaj so dejansko s tem cashem, ki so ga zbrali s temi kripto svetom, uporabili za drugo podjetniško idejo, ki nima nobene veze s kriptovalutami. In tudi ta podjetja, ki še vedno funkcionirajo, blockchain ne igra praktično nobene vloge. Vsa ta podjetja bi lahko tudi brez blockchaina obstajala. In prek tega filma nam je scenarij, veliko podjetij je pa propadlo. In nam se je scenarij, ki je bil mišljen, da bo govoril o tem, da je blockchain nekaj izjemnega, se nam je preprosto sesul pred očmi, kot hišica iz kart. To je bil film, ki ga nismo mogli narediti. Poleg tega je bil pa problem, da pač en glavnih, najprej se je Damjan Merlak precej zagrel za film, pol pa je nekako zginil, no, tako bom rekel, pač nehal je se javljati, ni hotel, mi smo ful hoteli, dajmo te posnet, in on je nekako nehal odpisovati, vedno je rekel, da bomo, in pol nismo, in pol mu nisem več doživel. In pol smo posneli v bistvu samo en sketch, zato ker pač se nam je film isto recimo Nice Hash, ko smo hoteli pač se pogovarjati o tem, ko so oni imeli ta velik rop, ko so jim ukradli, ne vem, 60 milijonov vrednih bitcoinov ali ne vem kaj. Mene so oni tam počakali z odvetnikom in odvetnik mi je povedal, da če bo imel Nice Hash kakršnekoli probleme zaradi mojega vrtanja, se bomo pač videli na sodišču. A veš? In meni so se vsi motivi, Merlak, Nice Hash, pa te mali kriptoprojekti, vse se je sesul, mi nismo mogli posneti filma, ker pač tako da zato ta pač prvi slovenski film o kriptovalutah je pač malo ostal v zraku. Ja. Pa ti tudi kaj s kriptovalutami se drugače ukvarjaš? Ne, mi smo takrat bitcoine zbirali donacije v bitcoinih, ne? In ko smo pač probali crowdfundati ta film, in jaz sem takrat začutil, koliko je to pač volatilen svet, kako se temu reče. Pač ta bitcoin to lahko 10-krat raste in lahko tudi 10-krat pade. In jaz načeloma nisem ta človek, no. Jaz denar ne bi ga dal v kriptovalute, čeprav lahko bitcoin pride do 100 jurjev, lahko pride pa do 5 jurjev. Ne veš. In je to tvegano, da jaz preprosto neumem. Nima gospodarskega zaledja, ne, in to... Je, ne, ampak pač je pa hranilec vrednosti v tem smislu, da ljudje danes res nimajo ideje, kam bi dali. A veš, zlato lahko tudi pade. Danes sem gledal, ko je srebro je zraslo, ne vem, 10 let nazaj je bilo ful vredno, pa je kar za 10-krat padlo, izgubilo 90% vrednosti. In to tudi ni zanesljivo. Zdaj se vsi bojijo inflacije za denar in pol pač ljudje investirajo nekam, kar lahko, in bitcoin je res neke vrste digitalno zlato, nek digitalni hranilec vrednosti. In tudi Merlak, ko smo se pogovarjali, je pač povedal, da je to prihodnost, in ta njegova prerokba se je dejansko uresničila, ima popolnoma prav. Pač, definitivno je bitcoin digitalno zlato in tukaj ima uporabno vrednost. Blockchain tehnologija poleg tega ima pa zelo malo uporabne vrednosti. Žal, to se je tudi pokazalo, ker noben blockchain projekt ni preživel. No, sej, in tle mogoče pol, če si nek skeptik o bitcoinih, pa recimo daš v nepremičnine, ne? Pa gremo navežemo na to. Tako, daj mi povej v bistvu za ljudi, ker bodo to poslušali, glavno midva sva se tam spoznala, ne, če vam prav tako, tam sem ti jaz pomagal na tej bajti, tako da daj mi povej, kako, zakaj, kako, malo o tej hiši, tako povej, no. Ja, pač jaz imam malo sreče, malo pa tudi pameti, no, to je, zdaj sva že drugič pri tem, da je to moje življenje, da to malo kombiniram.
pač jaz sem v tej hiši živel s svojo mamo. Pač ona je to hišo v bistvu dobila s pomočjo njenega očeta, ki je pač dosti dobro se znašel, neko tovarno cevi je imel in je pač lahko toliko našparil oziroma zaslužil, da je lahko pač svoji hčerki podaril hišo. In ona je pač imela drugačne sanje, no, tako bom rekel, kot to, da bo pač sama z nekim otrokom, pa pač ne se to ni išlo, da bo pač to družina s psom in 3 otroci. In, tako, pa prijetno sosedstvo. Tako, in pač so pač sama živela v tej hiši in ona je potem zračunala, da je pač bolj praktično, da pač jaz obdržim to hišo, ona bo pa pač šla v neko manjše stanovanjece, ker pač ne računa, da bo zdaj, da pač je bolj verjetno, da bom jaz rabo hišo. In pač njenemu cilju, ki je bil, da bom pa jaz imel takrat v tej točki, ko je do te primopredaje prišlo, pač ne vem, da bom že praktično poročen in da bom, ne vem, sem diplomiral na faksu, nisem naredil pa druge stopnje. Vse to se ni čist zgodilo, ampak pač ona je bila nič, ne, da ona bo vsaj raje v stanovanju, ker kako bo sama vzdrževala tako hišo, da to je res neumen, ne. In tako je šla ona v stanovanje in jaz sem potem sam fasal hišo, ki pa ni bila v najboljšem stanju, ki je bila pač, ni bila zdaj katastrofa, ampak ni bilo pa lih redno obnavljana, tako da in je bilo treba to prenoviti. In jaz sem počasi zračunal, da to hišo je fajn, da to je pač neka vrednost, ki jo je fajn obrniti in zato sem se pač odločil, da bom to hišo obnovil in potem pač oddal. In zdaj sem dejansko našel eno zelo v redu rusko družino, ki to najema. In takrat si govoril, takrat si mi še prav rekel, kakšni Rusi bojo najeli, se prav spomnim. Rusi, ne? Ja, prav rekel si, kakšni Rusi bojo najeli. In evo, dejansko so Rusi. Dejansko so Rusi, ja. Tako da sem imel feeling. In to je zdaj super. In jaz pač zdaj najemam stanovanje, ampak je to pač razlika v najemninah, ne. Jaz plačujem manj najemnine, kot prejemam najemnine. In je pač to nek tak mini temeljni dohodek. In je to pač čisto luškano. Tako je. Zdaj povej, kako pa ti si takrat, kaj, tudi samouk se spravil te hiše, ali si, ne vem, ja, čist. Mislim, se jaz vem, ampak. Ja, ne, sej je. To je bil tudi podvig, no, to je bilo res, to je bilo leto 2018, pa pol še malo 19 se je to zavlekel. Pač jaz sem najprej si rekel tako, jaz ne znam nič, zdaj znam tudi poštemati kopalnico, sem tudi že poštemal kako, se lahko pohvalim, ampak takrat nisem znal in tako sem pač tebe našel. In jaz sem najprej bil na tem, da jaz pač hiše ne znam obnoviti in da najbolj, da to zame naredi neka firma, tako kot imam jaz videoprodukcijo, nekdo ne zna posneti videa, bom jaz našel firmo, ki mi bo pač obnovila hišo. Jaz sem našel firmo in sem dobil ponudbo za obnovo hiše za 120 jurjev ali nekaj takega. In jaz sem pač bil tako, ja, pač jaz tega denarja nimam, ne, nikakor, niti blizu tega, ne. In zato sem se pač odločil, da jaz pač vzamem stvari v svoje roke in to probam čim bolj sam narediti, ne, čim bolj tako, kot se da. Ugotovil sem, da imam okoli sebe veliko praktičnih ljudi, ki lahko pač tudi tukaj si pomagamo in dejansko je potem prišlo do neke take zelo prijateljske obnove hiše. Zdi tak socialni projekt obnova hiše, tako mi je. Ja, dejansko je. To je bilo dosti cool, no, tako da veliko sem se tudi jaz naučil, ker sem vsem, pač in ko smo delali kot prijatelji, sami stvari, in ko smo imeli pač obrtnike, ki so pač čisto delali kot obrtniki, jaz sem vedno jim ponudil pomoč. In to je vedno tako bilo, ne vem, keramičar mi je dal veliko boljšo ceno, pa je rekel, da pač bom plačal jaz samo roke, ampak bom jaz šel zanj v Bauhaus, pa jaz bom zanj emulzijo pomazal, pa jaz bom pač nosil te stvari mu in pač sem se tako naučil in je bilo v bistvu prijetno s koristnim, no, za vse je bilo dobro pač. Manj sem plačal, pa še naučil sem se nekaj, pa vsem je bilo luštno nekako. Ja, sej, smo se imeli kar kul tudi tam, ko smo bili in mi je bilo čisto zabavno tako. Res ja, mi je bilo, vedno. ko en pozna enega, drugega, ne, a veš pa, ok, to je treba zrihtati, zdaj bomo vprašali, če koga poznamo in tako dalje, ne. Ja, dejansko, itak je. Ta hišica je kar tako kul projekt, tako važno, da ti zdaj to ratalo dati, ne, tako
po Ja, planu. sej zdaj za naprej sem pa isto razmišljal, če bom imel še kakšne prihranke, zdaj počasi mogoče to leto poslovno kar dobro kaže, da bom isto kljub koroni? investiral v nepremičnine. A pa kljub koroni gre firmi dobro, mislim. A se pozna ta korona kriza? Ali je mogoče celo več zaradi tega, ker vse gledamo prek ekranov, pa je mogoče zdaj zaradi tega Veš, več? kako je? Ful je bilo čuden. Mi smo imeli lansko leto res krizo prve pol leta. Nekako zgodilo se je, da zdaj smo 21, torej tam nekje že od jeseni, zime 19, pa potem tudi naprej v prvi polovici leta 20, smo ful malo imeli povpraševanj. Čisto drugače letos, ki jih imamo ogromno. In je bila neka kriza. In ko je prišla ta korona, nam je prišla še na vrh te krize, da sem jaz že dejansko z eno roko razmišljal, firmo bo treba zapreti. Ne gre nam dobro, tole je slabo. Potem je pa se oktobra, torej zdaj oktobra 20, se je pa začel nek boom povpraševanj. Tako, da smo res veliko delali in zdaj še vedno veliko delamo. Tako da v bistvu nam gre ful dobro. Zdaj ne znam povedati, zakaj. Res ne znam ti tega povedati. Vse kar zgodi, prej ni bilo nič, zdaj pa je ful veliko. Posel, res. Ja, ker recimo bom rekel tako neke glasbene produkcije, dobro, produkcije ne, ampak neki festivali, pa to vse, bom rekel, propadali, ne, zdaj. To je grozno. Video se mi pa zdi, da še vse je nekaj, kar bomo pač rabili. To zdaj, danes, za moje pojme, veliko več ljudi gleda televizijo, kot jo gledali 2019 decembra. Ja, veš pa, mladih, prenosi v živo so. Ja, pa prenosi v živo so se zdaj začeli, recimo, to je zdaj trend. In tudi tukaj imamo pač sodelavca, Jan Marin, ki pač res obvlada te stvari, ker on je pač na akademiji, je na AGRFT-ju, se je pač on zelo angažiral za to akademsko televizijo in se je tam res veliko naučil in to znanje je zdaj prenesel pač v te spletne prenose. In tudi on zelo dobro animira, tako da na nekako njegovih krilih smo mi prav zagnali zdaj, ko bi temu rekel, nek brand teh spletnih prenosov, ker nam pač to dejansko gre in to nekako na visokem nivoju naredimo. Tako da tudi to je pač pomagalo tej rasti in tudi to je mogoče v podjetništvu, ki si imel vprašanja, kako čisto iz tega ekonomskega stališča, skozi se je treba prilagajati. Ti ne moreš v teh časih, sploh v teh poslih, ki smo mi, ustanoviti firmo in če ti leta 2016 dobro gre z videospoti, to ne pomeni, da ti bo šlo tudi leta 2017. In vsako leto moraš iskati novo nišo, tako bom rekel, drugače pač postaneš zastarel, zarjaviš in te pač mlajši, okretnejši od tebe prehitijo. To je ta konkurenčnost. To je skozi moraš biti kot nek kameleon. Skozi se moraš prilagajati, spreminjati, zato da nekako postaneš aktualen. To je kar težko, ampak zaenkrat ne gre. Kaj pa so tvoje napovedi za naprej? Tako. V kakšnem smislu? Kaj bo zdaj moderno? Mislim, rekel si, live streami so zdaj moderni. Kaj bomo pa po korona krizi, kaj bomo pa takrat, kako se bomo zabavali? Mogoče pa takrat, da bo kriza za videoprodukcijo. Boh ne daj, ampak a veš, kaj mislim, bomo ljudje šli ven, pa ne bomo več na telefonih pa televizije gledali, ne vem, ne? Tako razmišljam. Ja, iskreno ne vem. Ena stvar, ki se mi zdi, ampak tega še ne opažamo toliko izrazito, jaz mislim, da bojo ljudje čedalje več začeli sami, sploh te promocijske korpo videe, sami snemali s telefoni in bojo iskali samo montažo. Zato, ker to lahko obrtnik zagrabi telefon in pogleda nek tutorial, ali pa jaz sem celo naredil en tak priročniček, ki ga lahko pošljem našim strankam, da si sami posnamejo video s telefonom, pa pol to mi zmontiramo recimo za veliko nižjo ceno, kot če bi oni naročili sami produkcijo. In jaz mislim recimo, da za podjetja, kjer ni važno, da je toliko lepo posnet, ker video včasih ima smisel, sploh ne vem, za obrtniške te stvari, če imaš ti, ne vem, tovarno cevi. Ti hočeš posneti, ne vem, rebrasto cev in tvojo stranko ne zanima, da je ful lep posnetek rebraste cevi. Tvojo stranko zanima, da vidi, kakšna so ta rebra, pa da vidi prerez cevi v ostrini, pa da vidi debelino, pa da vidi, ne vem, če viličar zapele čez cev, da ta cev ostane cela, da je dosti prožna in da vidi, da ni poškodovana. In to se lahko posname s telefonom. Mogoče celo bolj prepričljivo, če je posneto s telefonom, zato ker je vzdušje videa, da ni zrežirano, da ni fake, ampak da ti res vidiš, aha,
Viličar je zapeljal čez cel, ostala je cela, torej je kvalitetna. Ne? Tako, ja. In zato, recimo, kar jaz mislim, ampak dejansko se to še ni zgodilo. Jaz sem že 1 let nazaj razmišljal o tem, da bo trend predvsem to, da bomo mi podjetja učili, pa jim svetovali, da se sami posnamajo, potem pa mi v montaži prevzeli njihove posnetke. Se To tudi vedno mislim, da več, je nekaj, kar vedno prihaja. več ljudi tudi živi tako, kako bi rekel, vloge snemajo. Lej, tudi jaz Ja, sem začel z nekaj početi, ne, pa bom rekel z neko Dejansko. osnovno opremo. Tako da ja, In to tako, ti tehnologija omogoča. Ne? Tako da jaz tukaj vidim definitivno trend. Zdaj, kar se bo dogajalo v teh večjih svetu, recimo trend je ziher, da bo manj filmov pa več serij, tudi zato, ker so zdaj kinematografi, pa ta kinoindustrija je po mojem ima zdaj precej težave v Hollywoodu. Jaz ne spremljam toliko tega, ampak meni je to logično, ker kina ne delajo, Netflix pa dela. Ne? In to Ja. po mojem pomeni trend, da bo manj teh blockbusterjev, v katere oni vržejo 200 milijonov dolarjev, zato ker se to težko obrne s kinom, ampak bojo pač bolj cenejši filmi za 10 milijonov na Netflixu. Ne? Ampak to se spet ne tiče toliko našega, mi še nismo tam. No. Ampak Okej, no. Jaz mislim, da ta TV pa stream medij ima zdaj trenutno je v prednosti pred kinom, ker je imel zdaj push v razvoju, kino je imelo pa zaostanek v razvoju. Tako da to je tudi mogoče nek trend, ki ga lahko napovem, no, to se spomnim. Pa se mi zdi, recimo, tako, kot so prej govorili, vsak lahko vse, ne, lej, vsak je zdaj danes je lahko smešen, ker naredi TikTok video, recimo, nekdo na ulici pa je smešen, ne, ali pa še tole, ki si pa glede Netflixa rekel, ne, gledal sem, ne vem, če poznaš, How to Sell Drugs Online Fast, nemška serija. Pač tako, taka mladostniška, taka čisto zabavna je bila na Netflixu, ok, vse cool. In se mi zdi, da, ko si rekel za serije, da folk tudi nima časa, veš, da ok, nekaj je binge watchanje, ne, pa že greš 2 dni si vzameš, pogledaš, ampak nekaj je pa tudi tako, da vzameš, četrtek zvečer si bom pa vzel 45 minut, ker več nimam, pa pogledal eno serijo, recimo, ne. A veš, da tudi zaradi tega zmanjkanja časa, ker pa se vemo, včasih koliko je bil Good, Bad and Ugly, bil koliko, skoraj 3 ure dolg, ali celo več kot 3 ure, ne. Ja, Film. to je ful dolgo, to sem nedolg nazaj gledal, res je dolgo. Ja. Ampak so klasike, ne, pa tam si vzamejo, bom rekel, da po moje, da bi dal danes v film, ne vem, da daš danes v film 3 minute enega modela, kako jezdi proti kameri, ne, po moje, zgubiš investitorje, pa greš lahko kaj drugega početi, ne, travo kositi. Možno, ljudje so nestrpni, to je res, ja, pač navajeni smo čedalje močnejših nekih teh signalov, da nam sprožijo te reakcije hormonov ugodja, ne. Pač včasih, ne vem, je bilo dovolj, da to so že zgodbe izpred, ne vem, več kot 100 let nazaj, ko je bil prvi film, nek Rop na vlaku je bil ali nekaj takega, in tam je človek usmeril pištolo v občinstvo. In folk se je toliko ustrašil, da so kriče zbežali, ker je bilo pač toliko realno jim je bilo, ne. Ta impuls neke zrnate, črno-bele slike z motnjami na nekem negativu, ki so ga komi uspeli narediti, je bil pač toliko močen, ne. Danes pa nič ne čutimo, če ni res dobra zgodba, res dobro posneta, res nahajpana, ne. In to je kar zanimivo, kam bo to prišlo, to tudi mene zanima. No, tako je. Da jaz mi napisal pol še tam, ker sem ti rekel, da malo poveš še, da dosti v Nemčiji delate, ne, zdaj. To malo povej, ne. Pa da si bil na Berlinalu. Ja. Tako da. Ja, se res, ja. 1 let nazaj. Ja, mi smo v Berlinu snemali to za Rokus, torej to serijo za učbenike Maximal, in tam sem jaz ugotovil, da je nemščina zelo uporabna stvar. Jaz sem imel sicer v srednji šoli nemščino, ampak nisem veliko odnesel, nisem bil v najboljših odnosih s svojo učiteljico in ne vem, pač ni mi bila všeč pa nemščina nasploh. In potem sem pa prišel na ta projekt in sem gotovo, da je nemščina super in da je res uporabna, da je res pač jezik, ki ga res rabiš kot Slovenc, ker Slovenci smo še vedno gospodarsko zelo povezani pač z nemško govorečim svetom. In tako je pač prišel ta moj interes, pa pač v Berlinu sem se doma začel počutiti in mi smo dejansko lansko leto sem uspel snemati videe ali pa sodelovati z njimi za nemške televizije NDR, ProSieben, ZDF pa Deutsche Welle. In zdaj imamo še eno zelo lepo stvar v pripravi, ki je kombinirana z ARD in ZDF. In to je stvar, ki je zelo
preko znanja nemščine tudi prišla. Rad hodim pa tudi na Berlinale, na festivalu Berlin, pač letos ne bom se s tem ukvarjal, ker pač je ta korona, pa itak je tam smiselno ljudi spoznavati. In lansko leto sem jaz tam spoznal ene par res zanimivih ljudi. Jaz sva šla z režiserjem Aaronom Horvatom in jaz sem tam spoznal, najbolj mi je v glavo se vcepila ena gospa, ki je former Discovery executive producer, zdaj dela pa za eno firmo, ki dobavlja content širše, torej Discoveryju, pa tudi drugim pač podjetjem, ki se ukvarjajo s tem žanrom, zato ker smo mi posneli eno serijo, ki pač v to smer kaže, gre v ta factual entertainment. In tam sem se jaz ful naučil, no? In so te stiki s tujino res dali v pogled, koliko velika je ta tujina in zakaj je to prednost. Jaz nisem človek, ki bi, ne vem, hotel sam kritizirati Slovenijo, pa je vse boljše v tujini. Ampak veš, kaj pa je res boljše v tujini? Da je več okolij in veliko lažje najdeš nekaj zase. Da pač najdeš neke ljudi, ki te razumejo. Kaj praviš? Bazeni so večji, bom rekel. Ja, in v Aziji najdeš pač neko ribo, ki te razume, ker pri nas imaš pa pač zelo ozka vrata. Če ti hočeš delati pač otroške vsebine, imaš ti pač zelo malo vstopnih točk in če te vstopne točke ne funkcionirajo zate, iz kakršnega koli razloga, imaš potem res zaprta vrata in moraš iti kam drugam. In tam sem pa ugotovil, da dejansko lahko jaz pridem na nek skupni nivo in tudi ugotovil sem, da je v tujini zaradi te večje, pač zato, ker je vse na toliko večjem in mogoče lahko rekel bolj resnem obsegu, je tam res veliko znanja in sem se res počasno naučil, kaj pomeni ustvarjati vsebino. No? Tako da jaz sem imel zdaj nek kreativen mrk, ker jaz tudi raz pišem kot scenarist, ampak zdaj me je pa vse to, me je pa opogumil, da bom počasi tudi svoje stvari spet začel pač pisati in magari bomo v Nemčiji prijavljali na razpise, čisto zato, ker pač se mi zdi, da so šanse preprosto boljše, ker je pač več raznolikosti. Ne? No, ja, pa Berlin je že tako nasplošno znan, da je odprt za vse. Odprt. Ja, tako. No, ja. Cool. Daj mi povej še, kaj pa v Nemčiji, a se da Slovenijo prodajati, bom rekel, naravo, ne vem, da rečeš, mi imamo pa v Sloveniji ful dobre scene, ne vem, imamo Kamonško Bistrico, imamo Triglavski narodni park. A veš, da to naravo se mi zdi, mogoče tudi, da se jo da dobro prodati, zaradi tega, ker imaš majhne stroške s prevozom, ne vem, bom rekel, moraš nekaj na morju posneti, pa nekaj, ne vem, v Prekmurju, kaj je ravnina, ali pa nekaj v hribih, ne? Definitivno se da in to je res prednost Slovenije in to je kot naš rudnik. No? Slovenija je na rudniku lepe narave in mi to rudarimo. Mi smo te rudari lepe narave. In definitivno, zdaj recimo pač se pripravlja en projekt za eno otroško serijo, ki bi se dogajala v naravi, pač za ZDF in ARD. In oni so prišli v Slovenijo oziroma bodo prišli v Slovenijo izključno zaradi narave, ker jim je pač všeč Soča, pa Triglavski narodni park in videli so slike na internetu in bi radi prišli v Slovenijo. In isto lansko leto smo snemali dokumentarni film za NDR po Sloveniji, zato ker se pač Slovenija jim je to všeč in oni so bili res fascinirani, Nemci, pač se jim je zdelo res, kako je lepo in tudi kako je razvito, ne vem, jaz sem prav na koncu bil malo žaljen, je rekel režiser, da kako je to dobro, kako je to tako, kako ste razviti Slovenci. Jaz sem pa tako, pa kva sprčakval, neko Belorusijo ali koga. Tako, ja. Mogoče res imajo te predstave, ja, se ne znamo. Ne vejo. No, sej tako je, ne vejo, ne. Vsi Avstrijci tudi ne vejo. Ampak narava jih privabi. Tako je, narava je pa zelo znana. Dobar, Jure, nič, hvala ti lepa, po moje, da sva predelala. Veliko sva povedala. Tako, veliko sva povedala, tako da hvala. Pa se slišimo še kdaj. Hvala ti za pogovor. Absolutno. Hvala tebi. Ajde, hvala. Čau.